Pozdravljeni, čas je za nogomet. Prvoligaški ples je zakorakal v drugo četrtino prvenstva. Slika smo v Sežani, kjer se bo kmalu začela tretja tekma prve slovenske nogometne lige Telemach. Na stadionu Rajko Štolfa se bosta pomerila domači Tabor in Mura. Tu je Gropridu Kure, pa Marko Krivičič. Dobra podaja, sedaj proti Bongongiju. Gol! Gol za Tabor, Marko Krivičič je strelec. Bongongi je do dobra zmedel Matka Obradoviča. Tabor pa torej prihaja do vodstva. Oziroma Kuao je morda celo bil tisti, ki je zmedel Matka Obradoviča. Marko Krivičič pa je dosegel tretji gol v letošnji sezoni. Tomi Horvat, ki je v tej sezoni dosegel najpomembnejši gol v karieri proti Ludogorcu, v razgradu napaka in tole gol! 1:1, kakšen uvod v tale obračun smo dobili. Amadej Maroša pa je v 7. minuti srečanja poskrbel za izenačenje. Kakšna napaka v Taboru Tabora, Jan Koprivec je spustil žogo in nogometaši Mure so torej prišli do izenačenja. Tole občinstvo, ki ne more verjeti, kaj se je zgodilo. Poglejmo še enkrat, neverjetna napaka Jana Koprivca. Moško igro torej pušča glavni sodnik Dragoslav Perič. Denis Kuao ima žogo na levi strani, pa strelil, tole je dobra! Horvat proti Mula Husejnoviču, tole bi lahko bilo nevarno, podaja pred gol! In čudežno, da tam ni bilo nobenega nogometaša Mure, ki bi žogo preusmeril proti prazni mreži. Lepa poteza Krivičiča, tule Salkič, Erik Salkič pred vrata, ampak ne najboljša podaja, pa potem strel! Sežančani bistveno bolj zadovoljni z remijem, glede na to, da je bil Kostić prisiljen v številne zamenjave. No, tole sedaj dobra akcija, podaja z desne strani, kakšna priložnost! Z nami je trener Tabora Dušan Kosić. Dušan, zabeležili ste remi proti aktualnim slovenskim prvakom. Na tretji zaporedni prvenstveni tekmi ste ostali nepremagani, ampak vseeno povedali ste, ostaja kaj grenkega priokusa, da niste zmagali. Tekma po vsej verjetnosti ni bila neka lepotica, sta se pa srečale dve disciplinirane ekipe. Mi Muri nismo želeli veliko tega pustiti, neko kontrolo v igri, zato smo skušali z neko agresivnostjo pritisk delati na njim. To nam je uspevalo, vendar pa smo bili po teh odzetih žogah še dokaj neuigrani. V bistvu nismo imeli neke ideje, kako zaključiti napade, ampak fantje so odgarali, oddelali, tekma je bila čvrsta in posledično z malo priložnostmi. Kaj je po vašem mnenju razlog, da se tekma v drugem polčasu ni razživela? Pa malo sonce, malo suha trava, malo vsega lahko naštevamo, ampak za pristop pa res mislim, da nobeni ekipi ne moramo očitati, da si niso želeli. Za vikend se boste pomerili s Celjem, bo to za vas posebna tekma, tam ste ne nazadnje spisali lepo pravljico. Ja, lepo bo spet videti celjski stadion, vendar pa ni prva, tako da smo tisto prvo dali že mimo. Z nami je trener Mure Ante Šimundža. Ante, po prejetem golu ste se hitro odzvali, takoj ste zadeli za izenačenje, potem pa torej ni bilo pravega navdiha pri vas. Kaj je po vašem mnenju razlog za to? Specifično igrišče, specifična tekma v Sežani je vedno zelo zahtevno, tako da mislim, da ni bilo navdiha tudi z njihove strani, ne samo z naše, ampak dejstvo je, da smo mi njih neutralizirali, oni nas, in mislim, da je neodločen rezultat najbolj realen. Neodločen rezultat je res nerealen, ampak ste z njim zadovoljni kot aktualni prvaki? Glede na to, da poudarjate aktualni prvaki, se strinjam, ampak to je že preteklost, ni treba tega vedno ponavljati. Dejstvo pa je, da je tukaj zadeva za točko. Smo zadovoljni, želeli smo si pa vse tri. Z nami je nogometaš Tabora Marko Krivičič. Marko, še na tretji zaporedni tekmi proti Muri ste ostali neporaženi, ste z remijem zadovoljni? Mislim, da je remi danes bil realen. V bistvu obe ekipi sta odgarali dobro tekmo, ni bilo neko veliko priložnosti in pošteno, v bistvu, točka na obe strani. Kaj pa je po vašem mnenju razlog, da se tekma v drugem polčasu nekako ni razživela, da smo spremljali statično predstavo? Mislim, da so obe ekipi dobro stali na igrišču. Ni bilo dosti prostora, veliko bilo teh drugih žog.
Obe ekipi smo v bistvu imeli neke pol priložnosti iz kontra, ampak nobena ni izkoristila in zato je bila 1-1 na koncu. Z nami je nogometaš Mure Nik Lorbek. Nik, zelo slabo ste krenili v obračunu, v 4. minuti srečanja prejeli zadetek, potem odličen odgovor, potem pa celo tekmo nekako pri vas ni bilo pravega navdiha. Mi smo nekako pričakovali tako težko tekmo tu v Sežani, je vedno težko gostovanje zaradi posebnega igrišča, pogojev. Vedeli smo, da bo odločila nekak druga žoga, borba, prekinitev, da bo trda tekma, da bo dosti duelov, da bo treba to dobivati in da bo to preveslo tehnico. Dobili smo, tako ste rekli, prehitro gol, spet nekak poceni. Moram se še enkrat pogledati točno, kaj se je zgodilo, ampak zato smo slabo krenili, hitro odgovorili, potem pa nekako smo čakali na to priložnost, dobili smo 2-3 pol priložnosti, drugi polčas, 2 lepi situaciji, ki če bi zabili, bi lahko govorili o odlični odigrani tekmi, tako pa moramo se zadovoljiti s točko. Je remi razočaranje za vas? Pa ja, sigurno smo hoteli 3 točke vzeti, šli smo na 3 točke, tako vsako tekmo. Ne morem reči razočaranje, ampak smo si pa želeli sigurno 3 točke, ampak prvenstvo je dolgo, moramo vzeti točko in gledati dalje proti naslednji tekmi.